Kot smo napovedali že pred oblikovanjem vlade, je to ena od tem, ki je malo srednje mesto v našem delovanju. Začeli smo tri sloji, trije paketi so. Začeli smo z regulacijo cen. Zakaj regulacija cen? Zato, ker in ta je ravno s 1. septembrom stopila v veljavo, ker smo želeli s tem zamejiti vpliv energentov na inflacijo. To je bil ultimativni cilj regulacije. Regulacija je, kljub temu, da vstopamo v najhujšo energetsko zimo, kar jo Evropa pomni, je ta regulacija pripeljala do tega, da s 1. septembrom so se vsem odjemalcem, vsem, v primerjavi z avgustom, cene oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom znižale. Na ta način želimo odpraviti pogon za inflacijo ostalih produktov in izdelkov. In to je prvi cilj. In v oktobru, ko se bodo ti ukrepi prvič poznali, pričakujem, da bo inflacija začela tudi počasi padati. In do konca leta pričakujemo, da bo inflacija pod 10%, tako kot smo tudi napovedali. In verjamem, da bomo tem med najuspešnejšimi v Evropi. In nimam težave to na glas napovedati. Drugi paket, ki je vezan na leto 2022, je sestavljen iz pomoči gospodarstvu na eni strani in pomoči gospodinjstvom. Gospodinjstvom, tistim, ki so najranljivejši, več skupine zajetih, od teh, ki so socialno ogroženi, do teh, ki imajo varstveni dodatek, med njimi so invalidi, tudi delovno aktivni, in pa otroci. Povečali smo otroški dodatek, podvojili smo ga za obdobje naslednjih 3 mesecev, zato da bodo družine z otroci, ne glede na to, njihov status, tudi če so delovno aktivni njihovi starši, ali pa predvsem zato, ker so delovno aktivni, da bodo lahko otroci in te družine lažje prešle skozi to zimo, ki je pred nami. Skupna višina teh ukrepov za gospodinjstva v tem trenutku presega 100 milijonov evrov. Samo za leto 2022. Brez upoštevanja učinka regulacije. V gospodarstvu smo najprej prišli z enim zakonom, na podlagi temeljitih in zelo konstruktivnih razgovorov s predstavniki gospodarstva prihajamo v bodočem, mislim, da v tem tednu ali naslednjem, z novelo zakona in povečanjem pomoči, govorim samo o letu 2022. Tudi te pomoči bojo se približale znesku 100 milijonov, nekoliko manj, 80 milijonov zaenkrat. Samo za letošnje leto 2022, samo do konca leta, za drugo polovico. Največji ukrepi so pa pripravljeni za prihodnje leto. Za leto 2023, ko bo dejansko razmere najhujše, pripravljamo paket, nekateri zakoni so že sprejeti, nekateri so v pripravi, paket zakonov, ki bo skupaj znašal, njihov obseg bo znašal skoraj 5 milijard evrov. To je skupaj, koliko denarja bomo namenili temu, da bo Slovenija skozi to energetsko zimo šla brez velikih prask. Od tega bo za gospodarstvo odpadlo približno 1,5 milijarde, gospodinjstva 1,2 milijarde in milijarda. Kmetijstvo je že v letošnjem letu in še v tem delu bo noter, da. Kmetijstvo je bilo samo v letošnjem letu skoraj 25 milijonov dodatnega denarja v drugi polovici leta. In v prihodnjem letu bomo zagotovili 3 stvari, da bo energetsko gospodarstvo delovalo, ker verjetno ste bili sami priča, da marsikateri dobavitelji odhajajo s trga in na videz porabniki ostajajo prepuščeni sami sebi, pa ne drži. Zagotovili bomo, da največji dobavitelji, med njimi državna podjetja, bodo prevzela po reguliranih cenah vsakega od uporabnikov. Nihče ne bo ostal brez dobavitelja, še manj brez oskrbe. To je prvi zakon. Drugi zakon je, da bo gospodarstvo lahko normalno delalo s cenami, ki bojo primerljive s cenami, ki se plačujejo v Evropi, ali pa celo nižje, konkurenčne, če hočete. In tretji zakon, to je tretji paket, je pa tisti, za katerim želimo te regulirane cene, ki smo jih vpeljali s septembrom, izvajati celo prihodnje leto. Po domače, dokler bo potrebno. Kombinacija vseh treh je tista, ki bo pripeljala do tega, da bo Slovenija na koncu imela nizko inflacijo, nižjo od evropskega povprečja, in gospodarstvo, ki bo lahko delovalo po konkurenčnih cenah. In to je tisto, kar šteje. Zavarovali bomo delovna mesta in zavarovali bomo ljudi. Na nikogar ne bomo pozabili.